Lepo pozdravljeni. Vstopili smo v prvi teden adventa, čas pričakovanja Božjega rojstva. To je tudi čas dolgih noči, šibke svetlobe, za marsikoga pa najlepši čas v letu. Gospod nadškof Stanislav Zore, lepo pozdravljeni in dobrodošli tukaj na družini. Hvala lepa, dober dan. Če se za hip vrnete v otroška leta, kakšni vtisi, kakšne podobe vam pridejo pred očmi? V zvezi z adventom. V zvezi z adventom. Z adventom, ja. Ja, vsekakor moram reči, da je bilo zelo, zelo drugače, kakor je pa danes, in po drugi strani čisto tako, kakor je danes. Drugače v tem smislu, da je bil advent, kakor tudi Božič in vsi drugi prazniki, ki zdaj tako močno vstopajo v prostor z različnimi ponudbami, takrat vsega tega ni bilo. Pač pa so bile zornice ob 6. zjutraj, ob 6:30, in za nas otroke je bila to, ne bom rekel, da je bila zgodna ura, ker smo bili navajeni vstajati, ampak vsaka zornica posebej je bila ena takšna zmaga, tako smo jo doživljali, ker zime so bile takrat še zime, sneg je bil še takrat sneg, ki škriplje pod podplati, cerkve so bile neogrevane in se je v tisti svetlobi, v kateri je bila ta zornična sveta maša, videla sapa čisto vsakega človeka, ki je bil navzoč v cerkvi ob tej priložnosti, in to je navdajalo človeka z nekim ponosom, z nekim zadoščenjem. Poglej, sem tukaj, sem zraven in se skupaj pripravljamo na to, da se zgodi Božič. Ne toliko, da se bo Božič zgodil, Božič se bo zgodil po Božjem delovanju, ampak da se mi pripravimo na to, da se Božič dejansko lahko zgodi. Kakšnih adventnih venčkov takrat ni bilo, kakšnih okraskov, lučk, vsega podobnega ni bilo. Tema je bila tema, takrat tudi še ni bilo te javne razsvetljave, že po mestih je bilo manj, kaj šele pri nas na podeželju, tako da je bila tema, res tema. Ampak je bila pa zvezdnata in je bila obetajoča, je bila navdihujoča. In potem se je pa seveda... Se spomnite kakšnega konkretnega dogodka ali pa zgodbe, ki se vam je pripetila v tem času, recimo, da vam pride tako na misel? Za sam adventni čas niti ne, se pa spomnim, ja, za Božič. To je bilo še čas, ko smo za Božič hodili v šolo, ne, v gimnaziji. 25. Tako. No in jaz sem bil za Božič vedno vprašan. Ko se je prvič zgodilo, se mi je zdelo dobro. Sem na vrsti. Ko se je drugič zgodilo, sem rekel, tole pa postaja vzorec. In ko bi se lahko zgodilo tretjič, sem jaz ostal na presenečenje profesorce. Kaj pa vi, gospod Zore, takrat smo bili še vsi vi? Sem rekel, Božič je, pa kolikor sem lahko opazil, sem jaz za Božič na vrsti, pa bi kar začela, da ne zgubljamo časa. No in je bilo to zadnjič, ko sem bil za Božič vprašan. Dobro. Kako ga doživljate danes, ta adventni čas? Znotraj, tako kakor takrat. Ta človek v meni, kristjan v meni, ki želi pripraviti za Gospoda pot, ki želi odpreti srce, duha, misli, skratka vse doživljanje za Božji prihod, to je tako kakor takrat. Le, da sem takrat kakor otrok, zdaj pa kakor škof. Seveda se temu potem zdaj pridružijo različne skrbi, razmišljanja, na kakšen način to resnico, ta čudovit Božji dar, to neizmerno Božjo ljubezen približati ljudem, tistim, ki verujejo, in na koncu koncev to sporočilo življenja, upanja, prihodnosti, to sporočilo, da Bog ne zapusti svojega človeštva, tudi tistim, ki morda ne verujejo. Tudi oni
potrebujejo luč, ki jim kaže pot naprej. To se je temu pridružilo danes, na zunaj je pa seveda vse zelo, zelo drugače. Seveda mi nimamo pač adventnega razpoloženja, ampak se bo nocoj pod mojim oknom začel veseli december. Se prižgejo lučke. Tako je. No in tam spodaj imamo zdaj eno veliko šotorsko površino, tako da vsakič, ko pogleda človek skozi okno, pomisli, snežilo je. In potem razočaran ugotavlja, ne, veseli december imamo. Ampak zato je tako zelo pomembno, da znamo iti navznoter in da znamo v sebi graditi tisti prostor, po eni strani pričakovanja, kot ste rekli, in po drugi strani odpiranja. Odpiranja, da vrata, kakor pravi Janezovo razodetje, tam v 3. poglavju, stojim pri vratih in trkam. Da ta vrata ne bi ostala zaprta, da bi vsem, kar se dogaja okoli nas in tudi nam seveda, da ne bi preslišali tega trkanja, ki ni vsiljivo. To ni razbijanje vrat, ampak je zgolj opozorilo, nekakšen tihi klic, tukaj sem, boš odprl. Da se nam ne bi zgodilo, kar pravi sveti Avguštin, ta njegova misel me vedno znova prav pretrese, pravi, bojim se Boga, ki gre mimo. Ne, ker hoče iti mimo, ampak ker mu nihče ne odpre. Da bi Božič bil trenutek, ko Bog ne gre mimo, ampak sem pripravljen, odprem. Kako je tako lepo, to pa res lepo napisala Berta Golobova v eni pesem, pesem o prozi, nekako tako, ko pravi, ko prideš v našo vas, ne pojdi mimo druge hiše na desni strani, vrata bodo odprta. Povabilo takemu Bogu, to mislim, da je doživljanje adventa v tem našem času, ob vsem, kar je okoli nas. Hvala Bogu, tudi to je eno sporočilo pričakovanja Božjega prihoda. Je pa eno občutje, da živimo v enih prelomnih časih, ne samo v tem adventu, v zadnjem obdobju, in marsikdo ne vidi nekega upanja za naprej, nekega veselja nad življenjem. Kaj vi menite, bi se strinjali s takšnimi trditvami, da smo v enem posebnem času? To je velikokrat poudaril pokojni papež Frančišek, da smo v času, ko ne gre za spreminjanje dobe, ampak ko se menja doba, nastaja nova doba. In to je na koncu koncev vedno zahteven čas. To so bili zahtevni časi v zgodovini človeštva, tudi v zgodovini krščanstva, in to je zahteven čas tudi danes, ko po eni strani tistega, kar je bilo, vidimo, doživljamo, da ni več. Po drugi strani v nas še ostajajo vsi spomini tega, kar je bilo, in smo nanje navezani. In se bojimo, da se bo končala zgodovina, da se bo podrl svet. Po drugi strani pa še ne vidimo zares, kaj bo prišlo, kaj bo nastalo. Se morda že kažejo prva znamenja, prvi poganjki, ampak smo včasih tako zelo zagledani v to, kar je bilo, da te poganjke spregledamo in potem nas res lahko začne obhajati neka otožnost, morda nostalgija, včasih pa lahko celo obup. In pomembno je za nas kristjane, da Božja obljuba velja in da se Bog svojim obljubam nikoli ne izneveri. O tem nam priča vsa zgodovina odrešenja, praktično od raja naprej. Obljuba
sovraštvo bom naredil med teboj in ženo, obljuba rešitve. V tistem trenutku, ko je bilo najbolj temno, ko so se podrla nebesa, Bog obljublja prihodnost. Pa vse do našega časa in vse do konca sveta. In pomembno je odkriti, po moje, to pa vsak človek, veren in neveren, odkriti v svojem življenju, na kakšen način lahko dela dobro. Dela dobro za človeka ob sebi, včasih zgovorna je pripoved iz bratov Karamazovih v predsobi starca Zosima, kjer neki zdravnik govori o svoji filantropiji, kakšen ljubitelj ljudi je. In hkrati prizna, ampak tisti, ki so ob meni, mi gredo pa na živce. Filantropija se začne pri človeku ob tebi. Da se ne ukvarjamo samo z nekimi svetovnimi problemi, ampak kako in na kakšen način jaz lahko naredim dobro človeku ob meni. Skupaj sva pri mizi, skupaj pod isto streho. Kako lahko delam dobro sosedu čez cesto, pri sosednjih vratih. Kako lahko delam dobro sodelavcu v službi. Nekomu, s komur se srečujem v dejavnostih prostega časa. In sem trdno prepričan, da ko jaz odkrijem sam pri sebi, kaj lahko storim dobrega, in začnem to tudi uresničevati, ko stvari ne ostanejo neke lepe ideje, morda lepe besede, ampak ko jih uresničujem, tema ni več tako temna, prihodnost ni tako več brezizhodna, ampak začne nastajati nekaj novega. To večkrat poudari papež Leon. Stvari se začnejo iz majhnih pogankov in potem zrastejo velike. Krščanstvo, zdaj je v Turčiji. Krščanstvo je prišlo v Turčijo po par ljudeh in se je razraslo v drevo, ki je dalo sence in omogočilo bivanje celi Evropi in poznaje tudi po vsem svetu. Ampak začetki so pa majhni in mislim, da je v življenju vsakega posameznika pomembno, da se odloči za ta majhen začetek in na ta način začne postajati svet bolj svetel, bolj smiselen in tudi bolj lep, bolj navdihujoč za življenje. Zadnji tedni so bili v Sloveniji v znamenju referenduma o vprašanju uzakonitve prostovoljnega samomora. Nekateri analitiki pravijo, da je to še dodatno razklalo slovensko družbo. Kako ste vi doživljali to dogajanje? Moram priznati, da se nisem toliko ukvarjal s tem, kaj kdo govori, ampak sem prebral zakon od prvega do zadnjega člena in potem se vprašal, kaj je moja naloga, naloga ljubljanskega škofa, kot tistega, ki je poklican in poslan za to, da oznanja evangelij. In v tem razmišljanju sem prišel do spoznanja in tudi do prepričanja, da če sem poklican od nekoga, ki je postal človek, zato da bi človeku vrnil njegovo dostojanstvo, če sem poklican od nekoga, ki je dal življenje za človeka, in po drugi strani, če tudi skušam spoštovati našo ustavo, potem moram svoje moči, svoje besede, svoje razmišljanje zastaviti za človeka, za njegovo življenje, za njegovo dostojanstvo. Zdi se mi, da ni problem različnost med nami. Ta je dobrodošla. Ampak to mora biti dialoška različnost, ne izključujoča različnost. Dialoška različnost nas zbližuje, ne bo nikoli naredila iz vseh nas eno samo enoto.
Medtem ko izključujoča različnost, ta nas pa ločuje in vedno ustvarja dva pola, za katera se zdi, da sta usmerjena eden proti drugemu. Tukaj moram posebej reči, da nikoli nisem razmišljal o tem in tudi ne deloval o tem, ker bi bil proti temu ali onemu ali tretjemu. Ne, jaz sem čutil, da moram biti za človeka na poseben način, za tiste, ki morda v naši družbi in sploh v našem svetu ne pridejo do besede, se njihov glas ne sliši. Se mi pa zdi samo po sebi pravzaprav žalostno, res žalostno. Težko razumem, nemogoče jim je razumeti, da do takšnega referenduma sploh pride, oziroma referendum je zgolj posledica tukaj, pa ne se dostikrat zameša posledica pa vzrok. Vzrok je zakon. Da pride do takšnega zakona, ki omogoča samomor. Tukaj ste rekli besedo prostovoljni. Se živo spomnim pogovorom z pokojnim akademikom Antonom Trstenjakom. On je dolgo let živel na Brezjah in je večino teh svojih poljudno-psiholoških knjig napisal na Brezjah in sva dostikrat se pogovarjala. In on je zelo prepričano trdil: nihče samomora ne stori pri zdravi pameti. Lahko ga načrtuje leto, 2 leti, ampak to ni njegova svoboda. To ni njegovo premišljeno dejanje. To je njegova ujetost v neko dogajanje, v katerega začenja morda strmoglavljati in iz katerega se ne zna izkopati. In to na koncu koncev potrjujejo tudi podatki, da 90% poskusov samomora je krik na pomoč, ne želja po umreti, prošnja po človeku, ne po smrti, prošnja po objemu, po sočutju, ne po injekciji ali pa vrvi. Je to poraz odnosov naših medsebojnih Absolutno. odnosov? Absolutno. Referendum je uspel, kljub temu, da so ankete napovedovale precej drugačen rezultat, mestoma več kot 20% v prid zagovornikov zakona, pa se je zgodilo drugače. Dejansko kar prepričljiva potrditev referenduma, zavrnitev zakona. Kaj je botrovalo temu uspehu, da se je ta tehtnica iz neke pozicije, ki je kazala neuspeh referenduma, nagnila v plus? No, verjetno, da bi bilo treba tukaj se ozreti na različne analize in tolmačenja tega dogajanja pred referendumom in potem tudi po referendumu, ampak bi to pustil ob strani. Zame je neko dejstvo, ki ga nikoli ne smemo prezreti, in sicer je, da vedno zmaga življenje. Od velike noči naprej, od tistega velikega petka, ko se je zdelo, da zdaj pa smrt končno vzela stvari v roke in obvladuje razmere, pride velika noč in življenje izbruhne v Kristusovem vstajenju v vsej polnosti in v vsej moči. In s tem tudi ne samo obljuba, tudi zagotovilo življenja za vse tiste, ki se ne obrnejo popolnoma proč. Pa še tem Bog ne pokaže hrbta, to je neverjeten. No in to je prva stvar, ne? Zmagalo je življenje, ker življenje zmaguje. Če kdo tega ne verjame, ne gre gledati samo neko asfaltno površino ali pa neko cesto,
po kateri nobeden 2 leti ne vozi. Ozeleni. Življenje zmaga, se prebije skozi beton, prebije skozi asfalt, se prebije tudi skozi naše razmišljanje o smrti in včasih tudi naše delovanje v prid smrti. Življenje zmaga. Seveda včasih malo bolj počasi, kot bi mi želeli, ampak zmaga in ostane življenja. Druga stvar, ki je pa pravzaprav s tem povezana, seveda sem zelo, zelo vesel, da so ljudje začeli tudi javno izražati svoje mnenje. Tudi to je zmaga življenja. Konec neke pasivizacije, ko se vsak umakne v nek svoj varni prostor, varni krog in tam morda še razpravlja. Zdaj sem začutil, da so ljudje začeli javno izražati svoje mnenje, zagovarjati svoje vrednote. In to je spet zmaga življenja. Veliko mladih iniciativ se je rodilo v tem obdobju pred referendumom. To doživljam kot, da se ljudje začnejo zavedati odgovornosti. Da je od vsakega posameznika in njegovih povezav z drugimi odvisno, kakšna bo naša prihodnost, kakšen bo jutri družbe, v kateri živimo, oziroma kakšen bo jutri otrok, ki danes rastejo iz majhnega v odraslost, in kakšno dediščino jim bomo dali za njihovo presojanje in njihovo odločanje. Tudi tu vidijo nek zgled. In še zadnja stvar, ki se mi zdi ob tem zelo, zelo upoštevanja vredno, molitev. Veliko se je molilo. Ljudje so zasebno veliko molili, veliko je bilo molitve, v kateri so se ljudje zbirali v različnih krogih, preko tehničnih pripomočkov, v cerkvah, v posameznih hišah. Hodili so celo iz kraja v kraj, zato da so molili. Po drugih In v državah molitvi je celo. moč. Molitev je bila tudi po drugih državah. Tudi to. Hrvaška, Bosna in To je Hercegovina. pa eno znamenje po eni strani katoliškosti naše vere, vesoljnosti, gre preko meja, in po drugi strani bom rekel tudi katoliškosti življenja. Tudi življenje gre preko meja. In se jim zahvaljujem. Ljudje so bili kar hvaležni v odzivih na družbenih omrežjih, da ste se škofje tako odločno postavili in stopili na nek način v ospredje pri tem vprašanju referenduma in zakona. Mogoče največ kritik ste bili deležni prav vi osebno in škof se je tudi. Bilo je veliko osebnih žalitev v raznih komentarjih. Smo lahko zasledili, kako ste vi to doživljali osebno. Popolnoma svobodno. So prišli do vas ti ne komentarji? berem, Ne. Jaz teh komentarjev ne berem, se mi zdi po eni strani izguba časa, zaradi tega nisi nič bolj bogat, nič več ne veš, ne širiš obzorja, in po drugi strani, če ne bi znal narediti razdalje med komentarjem in svojo dušo, svojo mislijo, potem te to obteži, obremeni, te vznemiri. Dovolj je dnevu njegova lastna teža in težava, pravi svetopismo, zato moram odkrito reči, da teh komentarjev nisem spremljal in zato se me niso dotaknili. Sem pa že večkrat rekel, da pogrešam in da mi je zelo žal, da pri komentarjih ni zaveze, da stojiš za komentarjem z imenom in priimkom. Skratka, da se izpostaviš. Če imaš takšno misel, če si takšno misel pripravljen dati v prostor, potem daj v prostor še samega sebe, svoje ime
in svoj priimek. In verjamem, ne govorim zdaj samo v tem primeru, ampak na splošno, da bi pogovori na teh forumih postali zelo, zelo, zelo drugačni, če bi se pogovarjali ljudje, ne pa šifre. Na plano je prišel tudi ta stari očitek, da se cerkev nima kaj vmešavati v družbene zadeve. Zakaj se cerkev vmešava? Ali mogoče vprašanje celo prej, kdo je cerkev? Ja, to bi bilo zdaj zelo zanimivo, če bi imeli eno skupino ljudi in bi jih vprašali, kaj ti praviš, kdo je cerkev? Vsakega posebej. Se bojim, da bi dobili od vsakega majčkeno drugačen odgovor. Te predstave so zelo različne, ampak najbolj splošna predstava bi rekel, da je cerkev, to je inštitucija, se pravi aparat od Vatikana do škofije, od papeža do škofov. Pri duhovnikih, pri župnikih se stvari potem že diferencirajo, zato ker z duhovniki imajo ljudje oseben odnos. In tisti, ki so povezani s svojim župnikom, bodo rekli, ne, naš župnik pa ni. Je pa čisto drugačen, je pa zelo ljudski, pa zna biti z nami, nas razume. Ne? Nikoli pa, večinsko nikoli, nikomur ob tem ne pride na misel, da je cerkev tudi tisti zadnji otroček, ki so ga v nedeljo krstili v ne vem kateri podružnici, je cerkev. Skratka, cerkev je občestvo krščenih, ki verujejo v Očeta in Sina in Svetega Duha, v to ime so bili krščeni, so pa potem seveda na različne načine vpeti v življenje te cerkve in v služenje tej cerkvi. Eni v moči tistega splošnega krstnega duhovništva, drugi v moči službenega duhovništva, ampak vsi ena sama cerkev. Ker ob teh, bom kar rekel, floskulah o vmešavanju cerkve in podobnih rečeh, gotovo ni v ospredju razmišljanja. Tukaj je samo struktura kot takšna in ta naj ne bi imela mesta. In nek refleksni odziv iz preteklih desetletij verjetno tudi. Ja, to je pa pri nas sploh specifično, ne? Ker pri nas v tem govorjenju in v vedno novih krilaticah, kako bi cerkev ne smela imeti besede, kako mora biti ločena od države, ne prihaja naprej tista normalna ločenost med cerkvijo in državo, med dvema ustanovama, ampak je v ospredju izločenost cerkve od države. In tukaj govorijo spet o izločenosti neke strukture iz delovanja druge strukture. Ampak če upoštevamo, kaj je cerkev, glede na to, kar sem povedal prej, potem bi morali kristjani svojo vero, ne vem, puščati v nedeljo v klopi v cerkvi, kjer je sedel. Morebiti še doma, ampak še to ne lih povsod doma in v vsakem trenutku doma, ne more pa svoje vere nesti v cerkev, oziroma v družbo. Ne more kot kristjan iti v službo. Je že vmešavanje potem cerkve v družbo. Ne more kot kristjan iti v trgovino. Ker če bo kot kristjan šel v trgovino, bo kot kristjan razločeval, kaj ja, kaj pa ne. In ne bo kar vsega sprejemal. Bo določenim stvarem rekel, ne, hvala, to pa ne gre, skupaj z mojo vero, z mojim prepričanjem, z evangelijem. Če kristjan gre na katerokoli prireditev, potem bi moral svojo vero pustiti doma. Ker drugače vsega, kar bo na tej prireditvi, ne bo sprejemal, bo morda z te prireditve tudi odšel, ker se ne strinja s tem, kar se ponuja na tej prireditvi. Skratka, potem bi morali kristjana razdeliti v njem samem, v tisto, kar je v družbi,
ali pa v državi sprejemljivo, in tisti del, ki zadeva njegovo vero, njegov odnos do Boga, tudi družbeno razsežnost, se pravi občestveno razsežnost, stik z drugimi verujočimi, vse to mora pustiti, ne vem, nekje doma. Še najboljš v nedeljo v klopi v cerkvi, kjer je sedel, ker pa vemo, da je nekaj nesmiselnega. Kristjan prihaja kot državljan, kot delavec, kot potrošnik, v katerikoli vlogi, v katero stopa v družbo, prihaja tja kot kristjan. In tega ne moremo dati narazen. Isto je z nami duhovniki. Isto je tudi s škofi. Nismo razdvojeni ljudje. Naša vera, naš odnos z Bogom, naš odnos do evangelija, naš odnos do vrednot. Ja, za zakristijo, za prižnico, ampak na prižnici je že nevarno. Ker če na prižnici poveš, kakšne so vrednote, je to že lahko poseganje v družbo. In da ne rečem kaj več. Ne? Tako da te stvari ne vzdržijo. Enega resnega, pa zelo preprostega. Tu ne gre za nek artikuliran razmislek o teh vprašanjih, ampak zelo preprosta logika. To ne vzdrži. Zato kristjani upam, da bomo tudi skozi to referendumsko dogajanje prišli do tistega spoznanja, da ne samo, da imamo pravico povedati svoje mnenje, mi imamo dolžnost povedati svoje mnenje. Seveda, imamo pa še prej dolžnost to živeti. Imamo dolžnost živeti vrednote. Spoštovanja človeka, sočutja, skrbi za človeka in tako naprej. Predsednica države Nataša Pirc Musar je že ob pobudi tega zakona jasno podprla predlagatelje. Na dan referenduma pa je novinarje pozvala, naj se posvetijo pravnim vprašanjem ločitve cerkve in države. Zdaj, ta izjava je odmevala v javnosti, češ ali predsednica države postavlja pod vprašaj legitimnost tega izražanja vernih kristjanov, ki so se organizirali tokrat na tem referendumu. Kako ste vi razumeli to izjavo? No, tukaj bi dal eno dopolnitev. Jasno, da smo na tapeti ves čas kristjani, oziroma še zožil bi ta pojem, katoliški kristjani. Ampak mi dobro vemo, in jaz verjamem, da tudi predsednica dobro ve, da so se enako zavzeto, enako dejavno v to dogajanje vključili tudi pravoslavni kristjani, tudi evangeličani, tudi binkoštniki, da so se enako ali pa celo bolj zavzeto v to dogajanje vključili muslimani. Je pa res, da je zaradi stanja, kakršno je, zaradi številčnosti teh različnih skupnosti, glas katoliške cerkve najbolj glasen, se najmočneje sliši. Morda so tudi nanj najbolj pozorni in je najbolj moteč. Ne vem. Kaj je zdaj konkretno predsednica ob tej izjavi mislila, ne vem. Kako so novinarji ta pojem razumeli ali to njeno pobudo razumeli, ne vem. Dejstvo pa je, da bomo morali vsi, predsednica države v svoji vlogi predsednice države, novinarji v svoji vlogi poročanja, ne ustvarjanja novic, ustvarjanja mnenja, ampak poročanja, če so novinarji, novinar pride od novica, da bomo vsi ljudje morali počasi osvoboditi to svoje pojmovanje ločitve cerkve in države, na koncu koncev tudi ločitve, tudi zanimivo, sem prepričan, če bi nekoga vprašali tam na ulici poljubnega človeka, kaj pomeni ločitev cerkve od države, ločitev koga od države, vsak bo rekel katoliške cerkve. Je kaj pa muslimanov? Ja, na to pa nisem pomislil. Kaj pa unih? Ja, na nje pa tudi ne. Skratka, tu se je ustvaril nek stereotip,
neko prepričanje, da mora biti cerkev ločena od države in izločena od vsega, kar se v državi dogaja in kar se odloča. Ampak ne more biti. Cerkev je poklicana, poslana od svojega ustanovitelja, pojdite po vsem svetu, oznanjujte evangelij, tudi državi. A ga bo država sprejela, je njena odločitev. Spet, ko govorimo o državi, kdo pa je država? Smo spet mi vsi. In ne more biti, da se neka skupina prilasti državo, drugi morajo pa biti potem pokorni sluge te države. Ne, država smo spet vsi. Spet vsak v svoji vlogi in vsak v svoji odgovornosti. Tako da so tu stvari še potrebne dozorevanja in osvobajanja tistih vzorcev, ki so se vzpostavili v družbi skozi vsa desetletja, ne čisto prejšnjih časov. Mogoče to v skladu s tem, kar ste tudi dejali po zmagi na referendumu, ko ste zapisali, da to ni dan proslavljanja, ampak dan hvaležnosti, predvsem pa, da je to trenutek odločitve, da naš glas ne bo umolknil. Absolutno, to se zelo, zelo zavedam in tudi razumem ljudi. Jaz vem, da se marsikakšen človek, morda večina, z nekim strahom odkrije, kako razmišlja, kakšno je njegovo mnenje, ker se bojijo posledic. In tega strahu je pri nas veliko, veliko preveč. Jaz moram kot prvi to storiti, ker se ne bojim posledic. Mene se težko lotijo tako, kakor se lotijo nekoga na delovnem mestu ali nekoga v nekem družbenem okolju. Po drugi strani, se pravi, da je to začetek te poti, na kateri bomo kristjani povedali, kako gledamo na stvari. Kaj je za nas prav in kaj je za nas narobe. Seveda pa to hkrati pomeni zavezo, da bomo zelo odgovorno iskali, kaj je prav, kaj je dobro. In druga stvar, ki se mi zdi pri tem zelo pomembna, to so zelo odkrito in jasno povedali tudi zdravniki in druge ustanove, namreč, da dajmo začeti v resnici čas, talente in napore vlagati v tisto, kar pa ljudje dejansko potrebujejo. Ljudje ne potrebujejo smrti. Ljudje potrebujejo pomoč. Tudi takrat, ko se ure iztekajo, potrebuje bližino, potrebuje nežnost, potrebuje zavest dostojanstva. In to je pa paliativa, ki smo slišali enega predstavnika teh pobudnikov zakona, ki je tako, skoraj majčkeno preprosto rekel, saj je ni. Pa ima prav, saj je ni. In kar jo je, ne skrbi zanjo država. Žal. Po referendumski zmagi je bilo slišati, ni bilo nekega velikega triumfalizma na strani zmagovalcev, ampak bolj vprašanje, kako zdaj to udejanjiti v vsakdanjem življenju. Kaj cerkev, ste omenili, da nima država tukaj veliko, ni vložila veliko časa in sredstev v paliativo. Kaj pa cerkev dela na tem področju? Mislim, da je na tem področju gotovo najbolj dejavna Karitas, slovenska Karitas, škofijska Karitas, župnijska Karitas, ki se ne ukvarjajo samo z ubogimi v tem smislu, da jim primanjkuje materialnih dobrin, ampak se vedno bolj ukvarjajo tudi s tistimi, ki potrebujejo svetovanje, ki potrebujejo pogovor, strokovno voden pogovor
in s tistimi, ki so osamljeni, ki so ostareli, ki imajo morda občutek, da so ljudje nanje pozabili. Tukaj Karitas ogromno naredi, tudi se usposabljajo in usposabljajo svojce za tisto najbolj osnovno oskrbo ostarelega, bolnega človeka, da lahko nudijo na to na en takšen, bom rekel, poljubno strokoven način. Potem to delajo naši duhovniki, ki iz meseca v mesec, tudi po večkrat, hodijo k bolnikom, zakramenti, spoved, obhajilo, bolniško maziljenje, kar je potrebno, in seveda vedno znova z dobro besedo. Jaz verjamem, da marsikdo izmed njih, tistega človeka, ki leži tam na postelji ali sedi za mizo ali v vozičku invalidskem, poboža, pokriža na čelu ob slovesu, in to ljudem ogromno pomeni. Sem sam doživel, ko so rekli, veste, pol meseca živim v pričakovanju, da boste prišli z Jezusom, pol meseca pa potem živim s tem Jezusom in s tem, kar sem doživel. To cerkev dela. Jaz sem trdno prepričan, mi smo se zelo pogovarjali, kako bi lahko tudi kakšne bolj konkretne korake za paliativno oskrbo ali pa za hospice naredili, vendar presega to zgolj naše financiranje. Je stvar prezahtevna. Ja, tudi sam sem že slišal tako v pogovorih z marsikom, da bi cerkev na nek način ustanovila neko negovalno bolnišnico, neke vrste hospic. Marsikdo celo meni, da bi bil to en najboljših načinov evangelizacije v tem času, ko se človek bolj meri po storilnosti, da bi poskrbela za te uboge. Bi bilo mogoče kakorkoli tukaj narediti kakšen korak tudi v to smer? Mi smo se o tem zelo, zelo resno pogovarjali, ampak ob takšnih načrtih je potrebno upoštevati tudi tisto, kar pravi Jezus, če se nekdo odloča, da bo zidal stolp, se prej usede in premisli, da ga dozida, kar pomeni, da smo mi razmišljali ne samo, da se zgradi ena struktura, ampak na kakšen način bo ta struktura potem delovala skozi leta in desetletja. In tu smo prekratki. Se pravi, še bolj kot zidanje je vprašanje potem življenja takšne ustanove. Tako. In na poseben način v tem našem, ne bom rekel družbenem, ampak državnem okolju in načinu razmišljanja, kjer je vse, kar je zasebno, na nek način ne samo nezaželeno, ampak celo prekleto. In se na različne načine skuša to šikanirati. To zdaj doživljamo že kar nekaj časa. In tudi to je potrebno upoštevati ob razmišljanju ob takšnih rešitvah. Ni pa izključeno. Ne, nikakor ne. Nikakor. In zato naj ta naš ljuba oblast začne razmišljati o paliativi, naj sprosti, naj jo podpre. Potem bo paliativa našla pot. Kot sem prej rekel, življenje najde pot. Sam, če na tisti poganjak ne naložiš gor eno skalo. Gospod Mačkov, je za vas zaradi vsega tega dogajanja v zadnjih tednih letošnji advent kaj drugačen, oziroma je mogoče celo kakšna vzpodbuda nova prišla iz tega dogajanja, kako vstopiti v ta adventni čas? Tako, kakor vedno, veste. Res, tako, kakor vedno, morda z eno novo zavzetostjo, v duhu tistega, kar sem rekel prej na začetku, da Bog ne bi odšel mimo, ker smo tako zelo zaposleni, da se nam ne zgodi Marta, tista
lepa evangeljska prilika o Betaniji, o Mariji in Marti, ki je imela Marta toliko dela, da je bila na koncu samo še slaba volja in še Jezusa nadrla. A ti ni mar, da mi sestra ne pomaga, daj spravijo, naj se premakne, naj se zmiga. V tem pomenu, da imamo toliko opravkov, toliko dela, da spregledamo Boga, ki gre mimo. Tega res ne bi rad. Drugač pa, ja, to bo čas, ko bo potrebno nagovarjati ljudi skozi posamezne adventne nedelje, ko bo potreba pomagati jim, da bojo videli manj lučk in več svetlobe, da bo manj zaslepljenosti in več razsvetljenosti in nazadnje, da se bomo zavedali, da na koncu koncev Božič ni potica, ampak je izpolnitev Božje obljube. Emanuela vam podarjam, Bog, ki bo z vami in v katerega se lahko vedno znova zazremo kot vzor, to dostikrat žal spregledamo. Tudi Jezusa nekam umaknemo v eno takšno odmaknjeno svetost in ga ne vidimo kot človeka, ki je šel skozi življenje in preizkušnje življenja in skozi skušnjave življenja, tako kot mi. In potem tudi spregledamo, na kakšen način je odgovarjal na te preizkušnje, na te skušnjave. In dostikrat potem ne znamo iz njegovega zgleda živeti. Skratka, da bi se Jezus potem skozi to vedno več svetlobe, razsvetljenosti, dejansko rodil v meni, v mojem življenju, v mojem načinu razmišljanja, posledično v mojih odnosih, in pa se začne ta svetloba širiti. Vedno večja je. In za nikogar je ne zmanjka. In se mi zdi o tem še prav ena misel, ki mi je res všeč. Tema nima nobene možnosti, da premaga luč. Ena sama sveča je močnejša kakor vsa tema vesolja. Ne bo razsvetlila vsega vesolja, ampak v vesolju ne bo več temno. Nekje v njem govori luč. In tako mora biti pravzaprav vsak kristjan, ki zaupa v Kristusa, ki si prizadeva živeti iz evangelija in hoditi za njim. To je takšna luč, zaradi katere je tema manj temna, za katere je življenje manj obupano. Ampak kvas, sol, mesto na gori. Nadškof Stanislav Zore, hvala za ta pogovor. Tudi osebno vam želim veliko te luči in miru v adventnem času. To želim tudi vam, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Hvala za pozornost, ker ste bili z nami in res blagoslovljen adventni čas.